Zakaj je tako težko govoriti o neuspehu? Govoriti o failu, o katastrofalnem porazu, ko pogoriš na celi črti, ko zaribaš, ko si loser, ko popušiš. Mogoče ste opazili, da malo zamujam z novim videom. Razlog je dosti preprost in precej banalen. Zdaj se že nekaj časa trudim pod vodo sestaviti 8 Rubikovih kock, ampak sem obtičil. Še več, začel sem celo nazadovati. Zdaj pod vodo komaj sestavim 6 kock ali pa celo 5 in res ne vem več, kaj naj naredim. Evo. In v tem trenutku sem se ujel v eni zelo nevarni zanki. Zakaj mislim, da je samo uspeh vreden objave? Rekel sem si, kaj mi bo ratel pod vodo sestaviti 8 kock, to bo izenačen svetovni rekord, bom objavil nov video. Mislil sem, da bo to ta teden, prej pa nič. To je bedarija. Internet je poln nabildane sreče, ultra lepih fotk in popolnosti življenja drugih ljudi. Saj se zavedamo, da je resničnost precej drugačna, a ne? Normalno je, da nas je strah, normalno je, da smo žalostni, normalno je, da smo jezni. Jaz sem trenutno vse troje. Jezen sem zato, ker ne morem pogruntati rešitve, kako bi se izmazal ven iz tega. Strah me je, da mi sploh ne bo uspelo in žalosten sem, ker mi ne ratuje. Ne gre mi, prav katastrofalno mi ne gre in zaletel sem se v zid. Super! Prvič sem kocke pod vodo sestavljal že, glejte, 2 leti nazaj. Ne morem spati, ne da mi miru, hočem poskusiti z 2 kockama. Od takrat mi je najmanj 1000-krat spodletelo, pa se vsakič vrnem. Po mojem za vsakim videom stoji 3-krat toliko neuspelih poskusov in problemov. Verjamem pač v postopno rast, v postopen napredek in v to, da je dobro govoriti tudi o neuspehu. Še več, dokazano je, da so kolektivi, ki lahko nekako prijazno in konstruktivno reflektirajo neuspeh, ful bolj produktivni in ustvarjalni, da ne rečem celo srečni. Enako velja tudi za posameznike. In zakaj pol neuspeh tako težko sprejmemo? Če ti nekaj ne uspeva, je to samo znak, da se nečesa učiš. Če bi ti vse ratalo že takoj, potem pač ne poskušaš ničesar novega. Zato sem si rekel v redu, ne gre mi, kaj se lahko iz tega naučim in predvsem, kaj lahko spremenim. Zato, ker se mi zdi, da je vsak neuspeh priložnost, da pogledaš svoj pristop in ga rahlo spremeniš. Poskušaš nekaj narediti drugače. Ker če dobro pomislite, je to edina varianta, da se nekaj spremeni. Če vse delaš enako, kot si delal doslej, potem ne moreš pričakovati spremembe. Tako da, jutri je nov dan, cel teden imam še neskončno veliko poskusov, obveščal vas bom, hvala, da spremljate Projekt Rekord, poglejte si še kakšne ostale videe, naročite se na kanal, če še niste, pa seveda, oglasite se spodaj v komentarjih in povejte, kako vi gledate na neuspeh. To je bilo to, se vidimo!